In medtem, ko nemški kancler prostodušno izjavi, da Izrael v Iranu za nas počne umazan posel, se voditelji Evropske unije na zadnjem srečanju niso mogli zediniti o sankcijah zoper Izrael zaradi Gaze. Poenotili pa so se vrh NATO za zavezo dodatnega oboroževanja. In za osmisliti dogajanje doma in na tujem je z nami filozofinja doktorica Alenka Zupančič. Lepo pozdravljeni, dober večer. Torej, če greva k tej izjavi nemškega kanclerja. Ja, jaz ne vem, če jo lahko usmislim, ker mislim, da je zelo težko usmisliti oziroma mora zelo na čuden način razmišljati, da se zdi to smiselno. V vsakem primeru pa mislim, da je dejstvo je, da Evropa, to vse, kar ste zdaj povedala, kar je bilo rečeno, Evropa ne obstaja v kakršnem koli močnem smislu več. Tukaj je izgledalo, da bo mogoče še neko upanje je bilo, ko je Trump prevzel pač oblast z vsemi norostmi, ki so se začele dogajati, da bo Evropa prisiljena, tudi če se sama ni prej spravila do tega, da bo prisiljena dejansko obrati neko svojo pot, neko svojo politiko, neko svojo avtonomno razmišljanje, če hočete, tudi svojo obrambo, ki bo pa neodvisna in bo imela pač neke res evropske vrednote. Ne pa, ne to. In zdaj, kar se dogaja, in recimo, ko je bil Irak, ki je bil omenjen, takrat sta vendarle Nemčija pa Francija nasprotovale. Ja, zdaj ni bilo več. Ampak dezinformacije so bile takrat in so zdaj. Inšpektori rečejo nekaj, ni tam orožja in ko politika reče, mi smo to orožje zdaj uničili oziroma cel projekt uničili, to drži potem. Natanko to, v obeh primerih je bilo uradno potrjeno strani ameriških obveščevalcev, da tega orožja ni. Medtem ko Netanjahu pa dobesedno od leta 1992 že hodi vsake par let pred medije, pred kongres in ponavlja, da zdaj, čez 3 tedne bodo imeli jedrsko orožje. To bi bilo komično, če ne bi bilo. Ja, potem pa na vrh pa pride ta izjava, ki je dejansko, ja, direkten izraz tega, da nimamo v Evropi politike, da nimamo politikov. Ker kaj pa tisti Evropejci, ne vem, ki pač mogoče nočemo, da Izrael za nas pobija, izvaja genocid, okupira ozemlja, krši mednarodno pravo, to je zdaj to umazano delo, natanko za to gre, ki ga dela za nas. Kaj je, če nočemo, da, ne vem, ja, se v tem primeru strada otroke, pač ne, to niso vrednote, za katere bi pač Evropa lahko resno stala. Ja, ker tega nemškega kanclerja je bilo pri tej izjavi umazan posel upravlja za nas, kot da moramo zdaj naenkrat iz kritike genocida v Gazi in vojnih zločinov in seveda katastrofe humanitarne, da mu mora biti Evropa še posebej hvaležna oziroma cel zahodni svet, ker napada Iran. Se pravi, kjer vrednote tukaj branimo? Vrednote tega, če je pa tok umazanega posla, ki ga mora upraviti Evropa za svojo stabilnost, pa tako zelo umazanega, pa bi se mogla vprašati, kaj sploh je za ena entiteta. To je popolnoma smešno. Ker, ko ste prej omenili Evropsko unijo, kolega Branko Soban je v delu se je vprašal, ali mednarodno pravo sploh še zanima Evropsko unijo. Glede na to, na zadnjem vrhu Evropske unije, seveda se niso poenotili, da bi bile kakršnekoli sankcije proti Izraelu. Ja, očitno ne. Pač se pravim, tudi zato, ker Evropa sploh ne obstaja. Če bi se lahko opredelila tukaj jasno, bi lahko rekla, da še obstaja kot neka politična entiteta. Tukaj pa pač vidimo, da ena država bi mal tako, ena bi mal drugo, ne more se poenotiti. In kaj smo zdaj s tem? In kdo bo pa potem vojski poveljeval? Ne vem, če se itak ne moramo niti glede tega poenotiti, v čem je problem. In zdaj te institucije, ki so nastale po drugi svetovni vojni, tudi po sloganu nikoli več svetovne vojne, od varnostnega sveta oziroma Združenih narodov, potem tudi konec koncev ti inšpektorji, o katerih sva prej govorile, in nekatere druge humanitarne organizacije, ki zdaj dobavljajo hrano, kolikor je lahko, zato da so potem tisti, ki iščejo hrano, tarče napadov. Kaj je zdaj to? Te institucije na papirju, v resnici pa razpad sistema, ali se da lepše povedati? Ne, mislim, da smo popolnoma priče razpadu sistema. Samo tukaj bi bilo treba dejansko zelo resno začeti graditi nek alternativni sistem. To je konec, neko upanje, ker tudi eni imajo upanje, da počakajmo, ko bo Trump, ne vem, šel, pa ne vem, kaj se mu bo zgodilo, bo pa vse spet, kot je bilo. Ne, to so zdaj katastrofe, ki tektonske premike v svetu, v politiki, v geopolitiki delajo take, da ne bo nikoli več nič šlo tako nazaj. Smer je začrtana, ne? Smer je popolnoma začrtana in če lahko
vsi ti veliki voditelji, vsi so neki podpišajo ali pa sploh ne podpišajo, vse to vključno s tistimi klimatskimi sporazumi, z nuklearnimi, vse Izrael ima nuklearno orožje, ni podpisal sporazuma. Iran ga je podpisal, nima orožja. Trump je prekinil sporazum, ki mislim, to so tako podle igre, da pač me čudi, da ni večjega protesta. No. Morda komunikacija ameriškega predsednika, saj smo veliko že vajeni, ampak zadnje je precej prostodušna. Vemo, kje se nahaja Hamenej, ampak ta hip še ga ne bomo ubili. Mislim, da iranski režim mora pasti, seveda je iranski režim seveda podvržen upravičeni kritiki. Putin, dovolj je teh napadov, kaj za hudiča počneta Izrael, Iran, če sem jaz rekel, da mora biti premirje. Torej, ta prostodušnost, ali je zdaj od tiste politične korektnosti pred 10 leti, s katero se je pretiravalo, je zdaj vse dovoljeno ali samo ameriškemu predsedniku? Ja, seveda, se vidimo v Ameriki, pač njemu je vse dovoljeno, medtem ko ljudi zapirajo, deportirajo, zapirajo univerze, če nekdo sam nekaj malo kritično reče, ker ni v skladu s tako da vsekakor njemu. Samo tukaj se moramo zavedati, da to ni samo, ja, on je pač tak, ne, posebnež pravijo, ne, to je njegov imidž. On izrecno, strateško in namerno ustvarja to podobo sebe kot nekoga, ki lahko naredi karkoli, pa se mu ne bo nič zgodilo. On je rekel 2016 že, lahko grem na 5. avenijo, nekoga ustrelim, pa ne bom zgubil nobenega volilca. S tem on fascinira tako privržence, kot tudi do neke mere kritike, ker težko sploh nisi čist zgrožen na tem. In dejansko je nekdo, ki fascinira s tem, gledamo tega cesarja, ki hodi po cesti in vpije, glejte me, jaz sem nag, pa mi nič ne morem. Ampak seveda ni nag, mislim, on je oblečen v oblast, v vojsko, v policijo, v milijone dolarjev, v vse razen dejansko kakšnega poguma in kakšne državniške drže. Ne sem, da se mu na aveniji v New Yorku ne bi nič zgodilo, tudi v 20 sodnih postopkih, v bistvu je bilo vse ustavljeno. Ampak jaz bi samo to podarila, ni pa samo Trump problem, problem je ta servilnost, problem je, če bi bil sam Trump problem, ok, ga izoliramo, pa pač neko drugo alternativo. Problem je ta servilnost do njega in do te politike, ki pa je dejansko usupljiva. In tukaj sva že prej ste nekaj o vrhu, recimo NATO, šef Rutte ga je označil za očka, ki včasih pač mora posredovati med dvema najstnikoma, ko se pretepata kanadski premijer, manj kot prijazno se je obnašal do Kanade. Kanadski premijer ga zdaj zelo počasti z besedami brez vas ni Amerike, ne NATO. Če pustiva morda Zelenskega, ki je končno dal oblačilo na mesto vojaške oprave, zato da je prišel do pogovora z njim. Kaj poreče psihoanaliza na tem delu tistih, ki se tako obnašajo do njega? Jaz mislim, da dejansko sama ta izjava o očku je dejansko zveni kot neka perverzna igrica v bordelu. Sam da ponovadi bi stran pogledali, bi ne bilo neroden. Tukaj pa težko, ker se to dogaja na velikem odprtem odru. Samo mislim pa, da daje nek signal, da razkriva nek simptom, ki je veliko bolj zlovešče, in to je to, da v bistvu naše politične elite so v bistvu klub nekih fantkov, ki sicer fantazira v moči in v orožju, ampak dejansko, če zelo direktno rečem, nima jajc, nima poguma, da bi se zoperstavila očetu, ki se mu je očitno malce zmešalo, če rečem, da je bolj lepo, in se pač osamosvojila, postavila na svoje noge in dejansko odrasla. To so ljudje, ki imajo polna usta tega, kako moramo biti zdaj bolj moški, kako moramo zdaj vse nekaj pomehkuženo, pa ne vem kaj. Ja, to so tisti, ki visijo na Trumpovih ustih, tako rekoč z očmi, kdaj bo on, kaj bo rekel, pa kako bo. To je čista servilnost, to ni odraslost, to je res škandal. Rabiš močno figuro očeta, ki se jo nikoli ne osamosvojiš. To ni odraslost. Odraslost je to, da pač očeta slej ko prej odsloviš in delaš svoje življenje naprej. No, toliko psihoanaliza. Zdaj protesti po vsej Ameriki, v Združenih državah, nočemo kralja, nočemo diktature. Že ta stavek, leta 2025 je za Ameriko nezamisljivo. Včeraj pa recimo članica Evropske unije, po 30 letih Madžarska seveda, prepoved parade ponosa. In kaj se zgodi? Pride več 100 000, več kot kadarkoli ljudi. Kako si razlagate? To je vsekakor nek pozitiven
dogodek, ravno tako tudi srbski protesti, kjer by the way se je spet Evropa zelo slabo izkažala. To se že toliko časa dogaja, dejansko ni bilo jasne enoznačne podpore temu gibanju, ki tudi noče ne kralja, ne vem, ampak je samo neko medlo, kupčkanje potem, ne vem, z litijem ali kaj. Ampak skratka, to če kaj, potem so to vrstna gibanja, upanje, da če se povežejo med sabo, da sploh ljudje še razmišljajo drugače, hočejo drugače, da to, kar je zdaj, absolutno ni prava pot in vleče v prepad, ne pa v neko bodočnost. Tudi na Madžarskem so namreč bili intransparenti in izjave, da take prepovedi so prvi korak v diktaturo in da se vračamo v preteklost. Seveda, na vseh nivojih se vračamo, tukaj je jasno, če pogledate te dekrete, ki jih Trump podpisuje, pa vse to so stvari, ki so dejansko iz nekaj popolnoma drugega časa. In tudi konec koncev teror, samo cenzura, to smo tukaj nekoč poznali, pa ne do take mere, da paziš, kaj boš rekel, kankoli ne veš, kaj se ti bo zgodilo 5 minut kasneje. To ni Amerika bila, ponavadi vsaj ne ta liberalna. Ja, zdaj so še enkrat pri vrhu NATO in te dodatna oborožitev oziroma zaveza. Sicer mirijo politiki, tudi naš predsednik vlade, da ne bo šlo iz proračuna za socialo, za znanost in tako naprej. Ampak že to, da bo recimo vojaška tematika, oboroževanje, da bo to prva tema v Evropi, tudi v Evropi, in ne recimo znanost, sociala, napredek, to, na čemer Evropa temelji. Kaj nam to pove? Ja, to nam pove, da dejansko še enkrat imamo opravka z nekim obratom nekam, kjer bi res človek uporabil ta idiom kar nekaj. Mislim, dejstvo je, da kot prvo teh 5%, kadarkoli že bo, zdaj vsi nekaj upamo, da mogoče ne bo, pa ne še zdaj, ampak to dejansko pomeni 20% proračuna. 5%, to je 20% proračuna. In bi jaz poudarila, meni se vsekakor zdi, da je ta logika, da samo pač se sklicujemo na to, kako je mir super, pa orožje grozno, ta abstraktno mirovništvo, da ni dovolj. In to se mi zdi, mir je pač kompleksna stvar, včasih se treba boriti za njega, vprašanje je, po čigavimi pogoji mir, kaj pomeni, kakšen mir. Ampak odgovor na to, recimo abstraktno mirovništvo, vsekakor ne sme biti to, kar se zdaj dogaja. To je pa neko slepo, popolnoma nepremišljeno oboroževanje v neki logiki teh naprejšnjih napadov, še preden se kaj zgodi, že napadaš, pa na ta način začneš vojne. Pa tega strašenja, ki dejansko ni samo strašenje, nekaj se nam bo zgodilo, ampak ta vtis zbuja, da smo že v vojni, magar s svojimi državljani. Saj pa so tukaj neki osebki, ki jih je treba, proti katerim se potem ta ista država, ki se je oborožila, buri na polno. To bomo pa še izvedeli, ne proti komu. V Ameriki se to dogaja.